Žan, koga nam boš predstavil danes? Danes se bomo učili o človeku, katerega rojstni dan obeležuje cel svet. V Sloveniji pa imamo po njem poimenovano tudi šolo in muzej. Ne vem, če si s temi podatki lahko kaj pomagate pri iskanju pravega odgovora, a obljubim, da bo vse logično, ko se vrnem. Dobro, hvala, Žan. Gremo na vprašanje. Katero je ime ene od slovenskih avtohtonih pasem domačih živali? A. Koroška belka, B. Kranjska sivka, C. Štajerska rjavka ali D. Primorska črnica. Tukaj pa smo dobili ekspresno odgovor B. Kranjska sivka. Osnovna šola Naklo, zakaj ste se odločili za sivko, ne pa recimo za belko, rjavko ali črnico? Ker vemo, da je pač čebela, ki izvira iz Kranjske, se imenuje tako. Da je to čebela. Prekmurci, zakaj ste se vi odločili za tole B? Poznate kaj kranjsko sivko? Ja, vemo, da je to avtohtona slovenska čebela. Čebelica. Dobro, ja. No, Žan, povej, katera živalica je to? Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva na cesarskem dvoru. Čebele so ga zanimale že od malih nog. Doma so namreč imeli več kot 100 panjev. Na Dunaju je Marija Terezija ustanovila prvo čebelarsko šolo in Anton Janša je postal njen prvi učitelj. Učil je iz izkušenj. Vse je preizkusil sam. Začel je s 16 panji, ampak kmalu jih je imel več kot 300. In ko so se njegovi učenci razpršili po okolici, se je po vsej dunajski deželi čebelarilo po njegovih načelih. Bil je prvi, ki je znanstveno opisoval čebelje vedenje, parjenje matic, razporeditev zalege medu in peloda in prvi, ki je svetoval, naj se čebele prevaža tja, kjer cveti ajda. Njegov rojstni dan, 20. maj, dan danes praznuje ves svet, saj je takrat svetovni dan čebel. Anton se je največ ukvarjal z našo kranjsko čebelo, ki ji rečemo tudi kranjska sivka. Odlično, 5 točk je tokrat pristalo na odgovoru B, pa tudi v panjih obeh ekip. Čestitke, prve točke so tu!